o žarnicah, o sami svetlobi velikokrat govorimo takrat, ko se pogovarjamo o hormonih, kajti direkten je vpliv dejansko na nihanje vsega skupaj. Zjutraj naj bi bil kortizol visok in zvečer nizek. No, poleg tega pa, da se izogibamo svetlobi, ki je nad glavo ob določenih urah, pa danes o tem, kakšne žarnice bi morali kupovati, da bi bile bolj zdrave, pa mogoče manj potratne ali pa tudi ne. Danes je v moji družbi Igor Šajn. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Kaj moramo vedeti o žarnicah? Žarnice vplivajo na naše zdravje? Svetloba ima vsekakor vpliv na naše zdravje, počutje. Odvisno je, seveda tukaj govorimo tako o naravni svetlobi kot o umetni svetlobi. Naravna svetloba je naše sonce, katerega spektre in vse dobro poznamo, vpliva na hormonska ravnovesja, vpliva na celotno, naravo. Problem pa nastane, v bistvu glavni problem je nastal, ko je Evropska unija in razvit svet začel z varčevanjem. S tem treba poudarjati, varčevanje je pozitivno, dokler ne zgubimo tukaj nekih smernic glede počutja pa zdravja. Stare žarnice, rekli smo jim žarnice, ker so imele žarilno nitko in pa tako imenovane halogenke, so oddajale približno enak spekter svetlobe, kot je sončna svetloba. Če pogledamo RA ali pa oznaka je CRI, to pomeni, koliko barv vidimo pod določenim virom. Recimo, pod soncem vidimo 100% nekje približno vse barve. Pod starimi žarilnimi pa halogenkami je bil tudi CRI, RA približno 99%. Potem so prišle za temi žarnicami zaradi varčevanja tako imenovane varčne sijalke. To so bile te plinske zavite. Te so, mi jih najbolj odsvetujemo. Te so problematične iz treh vidikov. Zelo nizek CRI, RA, se pravi tam nekje približno 70%, recimo tudi do 80%. Da še enkrat poudarim, to pomeni, koliko barv vidimo pod tem virom. Drugi problem je utripanje, pa preveč modre svetlobe. Potem so pa prišle tako imenovane LED sijalke, zadnja, generacija. Tukaj so pa tudi vsi trije te problemi, ki so bili našteti že prej. Glavni, najbolj izraziti problem je presežek modre svetlobe. Presežek modre svetlobe imamo mi že v tablicah, telefonih, televizijah, monitorjih. Potem pa, če imamo v nekem domačem okolju, bivalnem, še sijalke, ki imajo presežek modre svetlobe in jih mi zelo veliko pred spanjem uporabljamo, pomeni to, da glede na znanstvene neodvisne študije znižuje ta svetloba melatonin, oziroma melatonin se ne začne izločati v telesu in to pomeni, da je zaradi tega lahko okrnjeno spanje. Poleg tega je problem utripanje. Te sijalke imajo noter driverje, čipe in tlej čisto od proizvajalca odvisno, kakšni so te driverji. Imamo LED sijalke, ki imajo nizek utripanje, odvisno je, s kakšno frekvenco utripajo in pa koliko časa so seveda zatemnjene. Zato so tudi varčne žarnice, ker v bistvu so določen čas zatemnjene, določen čas pa ne. Mi tega z očmi ne zaznamo, naši možgani pa ta utripanja zaznajo v določenem frekvenčnem razponu. Vse to vpliva zelo negativno. Tako. Ampak zdaj, če potegneva črto, a lahko govoriva o tem, da se je to zgodilo po naključju ali po eni zaroti nad človeštvom? Mislim, jaz kot stavbni biolog težko tukaj govorim, a je to zdaj bila neka zarota ali karkoli. Jaz kot stavbni biolog se zavedam, da je to problematično. Zdaj, a je to bilo bolj zaradi tega, ker, kot je bilo že omenjeno, gre vse v smeri varčevanja, se pravi varčevanje z energijo. Ampak varčevanje in varnost je zadnje čase zmeri zapakirana v neke take... To drži. To drži. Ampak odkot je ta tehnologija prišla? Tehnologija katera? Tehnologija v tem smislu neonskih žarnic, utripanja, modre svetlobe in tako naprej. Vse to prihaja v bistvu iz strani industrije. Zdaj pa kdo pa za industrijo stoji, to je pa, drugo vprašanje. Industrija vedno teži k temu, kamor gre tudi, kapital. Zdaj, seveda, ko pridejo novi produkti na tržišče, je treba menjati to, je treba menjati to so, ogromni denarji.
Tukaj je bilo sigurno razlog tudi to, ker je Evropska unija spremenila direktive, koliko se lahko recimo neka stvar, govoriva o žarnicah, koliko ima lahko porabe. Samo zdaj, kaj je pa še v ozadju, ki vse te stvari, ki so bile zdaj omenjene, to pa je možno marsikaj. Ali lahko v Sloveniji kupimo žarnico, ki ne bo imela takega vpliva? Lahko kupimo približek tega. Se pravi, te stare žarnice, če se še enkrat vrneva, niso imele ne problem zaradi utripanja. Povedati morava še tukaj, da utripanje sproža epileptične napade pri ljudeh, ki so k temu nagnjeni, glavobole, utrujenost. Celo neke raziskave kažejo na določeno poškodovanje oči. Tako da zdaj pri teh starih žarnici niti enega od teh problemov ni bilo. Pri novih je pa problem to, da jih je izredno težko dobiti in tudi, da vse troje, se pravi, da ne utripajo prekomerno oziroma v določenem frekvenčnem spektru, da nimajo presežek modre svetlobe, se da dobiti, ker imamo tudi podatek na sami škatlici. Recimo zgornja meja, ki jo mi priporočamo, je 2700 kelvinov. Kar je nad 3000 kelvinov, je že preveč tako imenovana cool white. Iščemo vedno warm white, toplo svetlobo. Problem pa imamo pri utripanju. Zakaj? Zaradi tega, ker tega podatka ni nikjer na škatlici zavedenega. Optimalne žarnice, kje jih lahko kupimo? Optimalne žarnice žal lahko danes, če govorimo, izvzamemo varčevanje, kupimo samo še izven Evropske unije. Se pravi, če greste, ne vem, Srbija, Bosna in Hercegovina, tam so še na tržišču, ogromno ljudi jih iz tam kupuje. Če pa govorimo o zdravju prijazni LED svetilkah, je pa tako, kot sem prej omenil. Se pravi, če so te podatki izpolnjeni, je to največji približek temu, kar smo včasih imeli. Ampak je, poudarjam, izredno težko dobiti. Mi imamo spektrometre, s katerimi te sijalke merimo, in lahko rečem, da je zelo malo na tržišču takih, ki bi vsem tem kriterijem ustrezali. Hvala lepa. Gremo v Bosno, v piramide, vzpod bomo šli še po žarnice. Pridite z nami.